Pozdravljeni. Zopet smo dobili uradno potrditev novice, ki je bila znana že od prej. V sezoni 2026 na štartnem razporedu ne bo prisotnih pogonskih sklopov Renault. Uradni odhod Renaulta iz sveta Formule 1 bo lahko sprožil marsikatero polemiko. A najprej je treba poudariti, da ta potrditev sploh ne more biti šteta v kategorijo novic. Tudi na kanalu Badgers Way smo o tem že spregovorili 18. junija leta 2024, torej približno pred 3 meseci. In verjetno se marsikdo sprašuje, zakaj so se pri Renaultu tako odločili. Namreč, da bodo vztrajali na štartnem razporedu z ekipo Alpine, ki bo pa verjetno imela pogonske sklope Mercedes. Iz komercialnega vidika zveni malce čudno, iz finančnega seveda malce manj. Namreč kupovati pogonski sklop na trgu, posebej za eno ekipo, je bistveno bolj varčno, kot začeti celoten projekt in ga razvijati. Ampak po drugi strani to nam kaže marsikaj in lahko bomo videli, da tudi drugi prispevki iz preteklosti dobivajo potrditve. Zakaj je bilo potrebno čakati 3 mesece, da smo dobili uradno potrditev? Ker so vmes zaposleni v Viriju celo stavkali in zahtevali ohranitev tega sistema. Ampak tu je treba povedati nekaj, kar verjetno široki javnosti še zdaleč ni znano. Namreč oddelek Renault Sporta v Viriju v resnici ne proizvaja pogonskih sklopov Formule 1. Za njih to delo opravljajo pri Mecachromu. In Mechachrom je znan proizvajalec, kateri je zadolžen naprimer za pogon celotne Formule 3 in seveda celotne Formule 2. In za Renault opravlja to delo in v bistvu proizvaja od začetka do konca vse tisto, kar vidimo naprimer pri ekipi Alpine. In kaj počnejo pri Renaultu oziroma kaj so počeli? Razvoj, inženiring, načrtovanje, torej bore malo, če pogledamo iz tistega zornega kota, ki ga mora obvladati sam dobavitelj pogonskega sklopa. Podobna zadeva, kot bi lahko dejali pri Red Bull Powertrainu, kjer uporabljajo pogonske sklope Honda, ki jih enostavno preimenujejo. Dobro nam je znano, da je razvoj pogonskih sklopov zamrznjen, tako da pri Renaultu v zadnjih sezonah pravzaprav na tem področju niso naredili nič. A mnogi bodo dejali, Renault je del Formule 1, prisotni so na štartnem razporedu že od davnega leta 1977. To je RS01. Prvi bolid z turbomotorjem v celotni zgodovini tega našega ljubega športa. Ampak vsake zgodbe je enkrat konec. In če smo natančni, Renault ni prvič, da se je umaknil iz Formule 1 kot dobavitelj samih pogonskih sklopov oziroma motorjev. Če se kdo spomni, med sezono 1998 in 2000 jih ni bilo. Na štartnem razporedu smo videli sicer starejše enote Renaulta, ki so pa obstajale pod imenom že prej omenjenega Mechachroma oziroma Supertracka. Tu vidimo, da pri Renaultu pravzaprav so izjemno repetitivni, kar se tiče vztrajanja v Formuli 1, podobno kot že omenjena Honda, pridejo in grejo.
In tu je treba povedati, da na strani same ekipe Formule 1 smo videli tudi precej sprememb. Od leta 77 do 85 so imeli ono lastno, popolnoma francosko ekipo, na to od sezone 2002 pa do 2011 so imeli takrat tisti oddelek v Enstonu, bivši Benetton, ki so ga nato prodali Lotusu in ga nazaj kupili ter od sezone 2016 do 2020 ustrajali kot Renault. Nato seveda so to ekipo preimenovali v Alpine in seveda dosegli zmago na veliki nagradi Madžarske leta 2021. Ampak tu je treba povedati, da naprimer Luca Di Meo verjetno nima rad Formule 1 podobno kot njegov predhodnik Carlos Ghosn in vidi v tem projektu samo neko jamo brez dna, v katero se vsako leto nekako vrže določeno količino milijonov. Treba je razumeti, da že pri Renaultu so dobro razumeli, da pravzaprav uspehi v Formuli 1 pomagajo pri prodaji cestnih avtomobilov. A že s tem, ko so tovarniško ekipo preimenovali v Alpine, so se odrekli delu tega komercialnega učinka. Spomnimo se, ko je pri Alpinu bil še prisoten Fernando Alonso in se je pojavil v reklamah za cestne avtomobile Renault. A ta veliki francoski proizvajalec se je znašel v krizi, podobno kot skupina Volkswagen, in šušlja se v ozadju, da je mogoče na obzorju celo nemogoča združitev med skupino Stellantis in Renaultem, kjer je francoska vlada prisotna v obeh delniških shemah. A pustimo sedaj to, nas bolj zanima, kakšna bo lahko prihodnost, če ne drugega, Alpina v Formuli 1. In tudi o tem smo že govorili na tem kanalu, točneje 14. aprila v letu 2024. Torej, lahko bi dejali pred pol leta. Takrat sem se spraševal, ali je ta ekipa sploh na prodaj. Sedaj jo je bistveno lažje prodati. Namreč, če nima lastnega konstruktorskega pogonskega sklopa, je bistveno bolj zanimiva za razne tuje kupce, za razne sklade, ki bi z ekipo samo upravljali. Če bi imeli zraven pripojen še oddelek, ki bi delal pogonske sklope, bi bilo bistveno dražje in bistveno manj zanimivo. Tako da teorija, da bomo lahko videli ponovno družino Mazepin v Formuli 1, je seveda z vsakim dnem bolj realistična. Tudi Oli Oaks, ki je bil postavljen na čelo ekipe Alpine, prihaja iz tiste strukture in ne vidim drugega razloga, zakaj so ga tja sploh postavili, da že sedaj v tem trenutku nekako zakulisno upravljajo s to ekipo. In Alpine je seveda manjšinski delež že prodal hollywoodskim zvezdnikom in športnikom, kjer pa ne vidimo nobene volje, da bi se nekdo v resnici ukvarjal s to ekipo. Raje se kažejo na raznih dirkah in uporabljajo ekipo svetovnega prvenstva Formule 1 v promocijske namene, kar je po svoje tudi prav. Ampak sedaj se lahko začnemo spraševati, pravzaprav, kaj imajo za bregom dosedanji uradni francoski lastniki. Zakaj so se sploh šli Formule 1, če ne želijo se z njo resno ubadati? Že prvi signal, da je nekaj močno narobe, je bil tisti, ko je McLaren seveda zapustil pogonske sklope Renault in prešel na Mercedesa in govorimo o prehodu 2020-2021. Predtem izguba izjemno močnega partnerja Red Bulla, ki je imel dve ekipi, torej 4 bolide na samem razporedu. Od takrat smo lahko videli,
da pravzaprav pri Renaultu so imeli samo svojo tovarniško ekipo, ki ni bila sposobna doseči rezultatov, že če drugega ne zaradi tega, ker ni bilo dovolj kilometrov na vsaki veliki nagradi, da bi tudi v tem oddelku za pogonske sklope dobili dovolj podatkov. In to je verjetno ena izmed največjih težav. Ampak treba je razumeti, da ukolikor ni začetnega vložka, tudi nobenega drugega ne bo zanimal material, ki je že v izhodišču slabše kvalitete oziroma ne omogoča tistega, kar lahko dobi nekdo, ki se je izbral slučajno, naprimer Mercedes. In prav k Mercedesu se bodo baje obrnili pri Alpinu. In tu lahko vidimo, da v športu, kot je Formula 1, kdaj pa kdaj na vrhu koncernov odločajo računovodje in ne tisti, ki razumejo ta šport, ki ga imajo radi in ki razumejo nek potencial. Smo priča nekemu dokončnemu odhodu Renaulta iz Formule 1? Mogoče. V preteklosti smo že videli, da so to kategorijo zapustili, ampak so se skesano čez nekaj let vrnili, kot sem že povedal, podobno kot Honda. Ampak po drugi strani obstaja še zmeraj možnost, da bo to zadnjič, ko bomo videli ta izjemno pomemben znak na samem štartnem razporedu. Kot običajno, kaj bo prinesla prihodnost, bomo videli skupaj. Za danes pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.